To me preseneča, da ga ni. Da si še bolj posnel kakšno izjavo. Si pa predsednik. Ja, super reče. Zvočenja pa tudi nimamo. Lep pozdrav vsem na tiskovni konferenci Društva slovenskih režiserjev. Najprej se malo opravičujem za tale zvok, če bomo pritihi, nas prosim dajte opozoriti, pa bomo poskusili bolj na glas govoriti, tako da se bomo vsi slišali. Tako, čist kot uvod, mi smo se v Društvu slovenskih režiserjev odločili, da vam danes predstavimo en dokaj obširen dokument. V ta dokument smo vložili kar nekaj mesecev dela na tekstu, pa seveda vsa ta naša prejšnja leta izkušenj s kulturno politiko v tej državi. In to naše audiovizualno področje se zelo hitro razvije, tako da je tudi politiko na tem področju potrebno nenehno prilagajati enih spremembam. Mi se zavedamo tega nujnosti pravzaprav konstantnega kvalitetnega dialoga med politiko in med stroko. Vemo pa tudi iz izkušenj, da se na področju filmske politike zelo težko in počasi kaj premakne, če stvari ne začnemo premikati režiserji sami. Ali pa vsaj ne spodbudimo teh premikov. Zato bi za začetek prosila kolega Metoda Pevca in Martina Srebotnjaka, da naredita en tak uvod v ta dokument. To je ta dokument, izšel je kot posebna številka našega občasnika Filmarija, imenujemo ga pa Nacionalni program za film. Tako da Metod, kar prosim. Ja, hvala, Urša. Mi smo si kot pridni dijaki, ker točno to smo bili čez to poletje, pravzaprav razdelili malo, kaj bo kdo povedal. Jaz sem vam dolžen odgovoriti na vprašanje, zakaj smo to napisali in zakaj se imenuje to nacionalni program. Najprej, zakaj nacionalni program? Ta predikat je absolutno, zdi se prepotenten, po drugi strani smo ga pa namenoma izbrali, ker bi radi bili provokativni in s tem opozorili, da pravzaprav tega nimamo, da nimamo nacionalnega programa za kulturo in da smo na nek način pravzaprav malo zaskvotali ta termin, začasno seveda, to ne pomeni, da je naš in da se ga bomo lastili. V vsakem primeru, ta dokument je treba razumeti kot stališča Društva slovenskih režiserjev. In se pravi, da je to šele prvi tekst, prvi koraki in smatramo, da je to lahko izhodišče za en nadaljen, kvaliteten, strokoven, pa če hočete tudi političen dialog. Zdaj pa, zakaj smo se tega lotili pisati sploh? Zaradi tega, ker se nam zdi, da je ustvarjanje v enem okolju, ki nima strategije, pravzaprav nekoliko depresivno. In da to že nekaj časa traja, da mi vsi skupaj ne vemo, kaj se bo zgodilo, ne samo slovenskim filmom, ampak slovensko kulturo, a se bo sploh kaj zgodilo in v tem stanju se nam to zdi res malo depresivno. Zato smo se tega lotili, da to napišemo, da so enkrat na enem skupnem papirju vse stvari. Se pa seveda veselimo v nadaljevanju, da res pridemo do nekega, recimo pravnomočnega programa, takega, ki bo imel tudi seveda neko politično voljo v ozadju in en popoln strokovni konsens. Gotovo se bo kdo vprašal, zakaj nismo k sodelovanju povabili Slovenskega filmskega centra, slovenskih producentov in tako naprej. Predvsem zato, ker smo si želeli napisati svoj program, v katerem lahko zapišemo tisto, kar se zdi na prvi pogled nemogoče. Torej, z usklajevanjem bi seveda dobili morda bolj usklajen dokument, hkrati pa neki kompromisi, ki niso več naši. Tako da to je pač prva gesta in zato je radikalno naša in to bi bil odgovor na ti dve vprašanji. Kasneje pa seveda bomo na voljo še za vprašanje. Zdaj, kako smo delali, bo pa povedal Martin. Torej, hvala za besedo. Pri nastanku tega dokumenta so sodelovali številni članice in člani društva, tudi zunanji strokovnjaki in zbirali smo podatke, kolikor so nam bili seveda dostopni. In pri tem smo se dotaknili vseh tem, ki se tičejo predvsem filmskega ustvarjanja na področju filma v slovenski kulturi, ampak ne samo tega. Se pravi, ta dokument obsega ducat poglavij,
ki gredo od ureditve državnega, torej javnega financiranja filmskega ustvarjanja, statusa filmskih ustvarjalcev in pa potem naprej osrednjih javnih zavodov na področju filmskega in audiovizualnega ustvarjanja, pa potem naprej vse do soočanja s položajem žensk v filmu, urejanja področja avtorske in sorodnih pravic, ki je za nas zelo pomembno in pereče, pa tudi do reševanja, saniranja posledic zanemarjanja slovenske filmske dediščine, ki pač se tudi kristalizira vedno bolj v tem trenutku. Ta dokument se giblje od splošnega k partikularnemu, se pravi od nekega slovenskega modela kulturne filmske politike, pa proti posamezniku, se pravi proti gledalcu in pa na drugi strani proti filmskemu oziroma audiovizualnemu ustvarjalcu, njegovemu specifičnemu položaju in pravicam in potrebam. Ne nazadnje so tu notri med cilji, se pravi dokument je spisan najprej kot analiza obstoječega stanja na nekem področju, potem pa so zapisani partikularni cilji in ukrepi, ki pripeljajo do teh ciljev, se pravi, gre za natanko 60 ukrepov, nujnih ukrepov, ki jih vidimo kot nekaj, kar bi reševalo zabeleženo stanje. No in med temi ukrepi nismo ostali dolžni tudi sebi, se pravi tudi svoje organiziranosti, svojemu delovanju, svojemu boju za lastne pravice. Tako da, kot je že rekel Metod, program najbrž ni popoln, ne obsega čisto vsega, kar bi želeli ali pa mogli urejati in se bo seveda s tem dialogom, ki ga začenjamo z dokumentom, se bodo stvari kristalizirale, še bolj dobile neko utemeljitev ali pa se soočale z boljšimi rešitvami, ampak to je to, kar smo zbrali, kar smo artikulirali, kar predajamo temu pač korpusu kulture, se pravi urejanja kulture in želimo pač stvari, da se stvari spremenijo na boljše. Ja, jaz se opravičujem, jaz sem pozabil en stavek kljub Plonk Cegelcu, ki je pa bistven, še en zakaj je. Ne? Seveda v tem trenutku imamo od včeraj naprej mandat skoraj da že novega kulturnega ministra, imeli bomo novo vlado in mi smo si zaželeli, da dialoga s to vlado oziroma s tem ministrom ne začnemo, kot je pogosta navada med kulturniki, samo z zahtevami, problemi in jamranjem, ampak tudi z nekimi konstruktivnimi predlogi, z enim sistematičnim pregledom tega, kar nas pač čaka. Zdaj vam bomo pa iz tega celotnega programa predstavili tako na kratko samo 3 tematike, recimo temu, ki se nam zdijo najbolj pereče trenutno pri nas. In bi samo prosila za začetek kolega Matevža Luzarja, ki je tudi predsednik sekcije scenaristov v Društvu slovenskih režiserjev, da čisto na kratko osvetli problem financiranja. Slovenski film je del evropskega filma in evropskega produkcijskega okolja. To je neizpodbitno dejstvo, saj nastajanje slovenskih filmov ni več samo v domeni domačega produkcijskega okolja, ampak je stvar sodelovanja s tujimi producenti in njihovimi filmskimi centri. Večina slovenskih filmov so financirani iz najmanj 3 evropskih držav. Zaradi sramotno nizkega nacionalnega financiranja slovenskega filma je tako v evropskem filmskem prostoru slovenski film postavljen v deprivilegiran položaj, saj ne moremo imeti več podpor razpisov tako za koprodukcije kot tudi za nacionalni program. Sodelovanje posameznih držav je pomembno, saj ne moremo pričakovati, da bo slovenski film dobil želeno pozornost na mednarodnih festivalih in tudi pri tujih financiranjih. Če Slovenija ne bo sodelovala, kot je v preteklosti že pri marsikaterem filmu, če izpostavim na tem mestu samo Nikogaršno zemljo, ki je dobila Oskarja, in hrvaški film Zvizdan, ki je bil nagrajen v Cannesu. Seveda tukaj ne gre za sodelovanje samo na področju produkcije, ampak tudi pri samem razvoju filmov, promociji filmov in tudi sodelovanju ustvarjalcev, saj večinoma slovenskih filmov ali pa tujih filmov ima tudi prisotnost slovenskih ustvarjalcev.
Ravno v zadnjih letih smo priča, kako evropske države in države v regiji razvijajo svojo nacionalno kinematografijo, medtem ko v Sloveniji ta stagnira zaradi finančne podhranjenosti in neinteresa države. Priča smo vzponu hrvaškega filma in tudi srbskega, ki sta v zadnjih letih prehitela Slovenijo v organiziranosti nacionalne kinematografije, financiranju in tudi v prisotnosti v mednarodnem okolju. Vse to je zaradi načrtnega vlaganja države v filme in spodbujanja ustvarjanja filmov. Medtem ko recimo v Srbiji in drugih državah povečuje nacionalni filmski proračun, pri nas ostaja ta na ravni iz leta 2011, ko je bil ta znižan za polovico, iz načrtovanih slabih 9 milijonov na 4 milijone evrov. To nevzdržno stanje je nujno treba prekiniti in v slovenskem filmu zagotoviti financiranje, ki omogoča zdrav razvoj slovenske kinematografije, in skrajni čas je, da se država in politiki nehajo sprenevedati in da prisluhnejo našim argumentom in začnejo spreminjati stvari na bolje. Hvala, Matevž. Zdaj bi pa prosila še kolega Klemna Dvornika, ki je tudi predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, da predstavi drugo zelo za nas bolečo in perečo tematiko, ki je pa trenutno tudi precej aktualna, in to je tematika avtorskih pravic na audiovizualnem področju. Dobar dan. Trenutno se nahajamo v nekem političnem obdobju, ko so avtorske pravice nekak center debate. Za nas pa je to v bistvu ena tema, s katero se ukvarjamo v bistvu zadnjo desetletje zelo intenzivno, in v tem smislu je to centralno vprašanje, ki ostaja nerazrešeno, in tudi mi kot avtorji velikokrat pridemo v stik z politiko, ki nima posluha za te probleme okrog avtorskih pravic. Zdaj, avtorske pravice so predvsem za filmarje bistvene na področju sekundarne rabe, se pravi v nekih ustaljenih demokracijah so končni uporabniki, pri nas poznamo kabelske operaterje ali pa recimo na Poljskem poznajo tudi pravice iz kino predvajanj, se pravi končni uporabniki, tisti, ki z avtorskimi deli, audiovizualnimi avtorskimi deli ustvarjajo dodano vrednost k svoji osnovni dejavnosti ali pa sploh v svoji ponudbi, so zavezani k pravičnim proporcionalnim nadomestilom avtorjem, ki so izvorni imetniki pravic. In v času zadnjih recimo 23 let, ko v Sloveniji ni bila spremenjena avtorska zakonodaja, se pa je na področju filma zgodil ključen preskok, tako imenovana digitalna revolucija, kjer je prišlo pri uporabi interneta in platform, ki izhajajo iz tega, do množico novih rab. In te nove rabe zahtevajo nove zakonske okvire. Ker moramo razumeti, da avtor, ki dobi nek honorar za svoje delo, so avtorske pravice, ki jih dobimo kot tantieme za sekundarno rabo, kot neka nagrada, kot nek dohodek in poplačilo za tiste, ki so uspešni in bolj predvajani avtorji. Zdaj pa, ukrepe, ki jih predlagamo, so predvsem usmerjeni v posodobitev zakonodaje, kjer bi usmerjeni v kolektivno uveljavljanje nekih pravic, ki jih digitalna doba prinaša, in s tem, to je en način, te pravice so v Sloveniji že urejene na področju privatnega reproduciranja in v enem delu v kabelski retransmisiji. Naša reforma pa predvideva v bistvu razširitev tega, v bistvu neko pravičnejšo ureditev, kjer bi uvedli 3 skupine imetnikov pravic, tako kot jih poznajo v vseh ustaljenih demokracijah, se pravi filmske avtorje, soavtorje, filmske izvajalce in filmske producente. Ta način, ki ga mi predlagamo v tem dokumentu, smo prepričani, bi bil vsaj prvi korak ali pa en velik korak k normalizaciji na področju avtorske zakonodaje v slovenskem prostoru. Tako.
Zdaj pa še zadnja od teh 3 tematik, ki bi jo radi danes posebej izpostavili, in to je filmska dediščina. Tako da vabim še kolega Darka Sinka, da na kratko predstavi ta tudi naraščajoč problem. Ja, dober dan. Moje strani. Skratka, ena od posledic digitalne revolucije, ki se je zgodila nekje na prelomu tisočletja, je pač, da smo prišli... Snej. Ja, to je. Skratka, iz filmskega traku smo prišli na digitalne formate, poleg tega recimo je televizija prešla na HD resolucijo in to sta 2 razloga, zaradi katerih ker tega nismo ustrezno rešili. Praktično slovenskih starejših filmov zelo težko jih gledamo, se pravi, nimamo neke komunikacije s preteklim obdobjem, s preteklimi avtorji. Pač ti filmi so zelo težko dostopni in jih praktično težko vidimo ali pa jih vidimo z nekih starih kaset, v nekih čudnih barvah, ki sploh nimajo veze z realnim delom ali pa z realnimi temi filmi. Drugi razlog je, da filmski trak propada in je nujno za ohranitev vsega tega materiala starih filmov je potrebna digitalizacija. Zdaj v Evropi je že stekel v številnih državah ta proces ohranitve filmske kulturne dediščine. Mi kljub številnim pozivom in nujni nekaj civilizacijski odgovornosti politike se tega še nismo ustrezno lotili. Mislim, da se tu dogaja kulturna katastrofa na nek način, ker praktično nimamo dejansko nimamo stika s starimi filmi in mislim, da je to ena od ključnih stvari, kar tudi poudarjamo tu not, ki je potrebno rešiti. Čim hitreje, ker s tem dejansko se mudi, ker tudi ti stari filmi, ko propadajo, stvari so neobnovljive. Tako, ja. To je naša kulturna dediščina. Politika je čisto neposredno odgovorna za to, da se to ohrani. Tako da to, da nimamo strategije na tem področju, je milo rečeno sramotno. Še to bi sam dodal, to tudi ne gre zdaj za to je treba gledati v perspektivi stoletij, recimo. Mi smo dolžni to čisto civilizacijsko ohranjati prihodnjim rodovom in tudi težko si lahko domišljamo, da vemo ali pa imamo nadzor na tem, na kakšne načine vse se neka kulturna dobrina prenaša na naslednje rodove. Zdaj bi pa za konec vprašala, če ima še kdo kakšno vprašanje tukaj za nas na tem mestu, lahko se pa seveda tudi še potem po tiskovki smo tudi na voljo za kakšne izjave. Če bi pa kdo zdaj, pa tudi dobrodošli. Bolj na glas. Mi malo slabo slišimo tukaj. Ja. Slišim? Ja. No pa daj. Osrednji moment tega je jasna artikulacija naše misli, ki je v bistvu neka avtorska misel in je zapakirana v tem dokumentu. Vidimo to kot prvi korak v dialogu, hkrati se na političnem področju začenja novo obdobje, se pravi, je cel mandat pred nami, in se na novo začenjajo ene stvari. Pričakujemo, da bo ta dialog stekel najprej na nivoju države. Druga stvar je, da je v pripravi bo nacionalni program za kulturo in tukaj že vemo, da Slovenski filmski center pripravlja dialoško skupino oziroma posvete, ki bojo v naslednjih mesecih stekli in mi želimo v ta dialog stopiti, smo pripravljeni. Se pravi, platforma za dialog, v bistvu država sama po sebi v tem trenutku že odpira, oziroma institucije v državi. Tako da mislim, da bo ta dialog stekel sam po sebi. Hkrati pa se mi zdi, da dokument kot tak bo spodbudil tudi druge ustvarjalce znotraj audiovizualnega sektorja in da bojo tudi sami artikulirali svoje želje in v tem smislu bomo vsi prispevali k nekem, upajmo, strateškem dokumentu, ki se bo pol dal uresničevati in bo v bistvu spremenil filmsko krajino.
Ja, sam trenutek je idealen, ne? Ker trenutno se bo kulturna politika za nov mandat se bo začela ustvarjati pravzaprav zelo kmalu, tako da smo hoteli nekako prehiteti ta moment oziroma že priti v nov mandat z konstruktivnimi predlogi in z tudi zelo natančno analizo. In tudi ne bomo več pristali na ignoriranje politike in vlade, da nas ne bo poslušala, ker v tej knjigi, v tej filmariji smo navedli argumente in rešitve, tako da marsikater politik ali pa država lahko tukaj noter najde marsikater odgovor na določen problem. Pa še jaz bi dodal, mi smo namenoma, tudi to je bil en od razlogov, da smo to pisali kot Društvo slovenskih režiserjev. V tem programu boste našli tudi zelo radikalna stališča, ki bodo marsikoga presenetila in morda niso popolnoma realna, so pa nujno potrebna za diskusijo o neki, kako bi rekel, reformi, predvsem položaja slovenskega filma znotraj slovenske kulture. Zaradi tega so ta stališča notri in mislim, da bo kar lahko, da bodo povzročila živahno debato. Še ena stvar, ki je pa pomembno povedati tudi, je pa to, da tega programa nismo pisali zdaj samo za, kako bi rekel, za politiko, kot nek plonk listek, če se bo kdaj pisal nacionalni program za kulturo. Deloma smo ga pisali tudi zase, ker so noter poglavje o programska izhodišča slovenskega filma, kam naj film gre programsko, kaj bo z društvom v prihodnje in tako naprej. Deloma smo ga pisali tudi zase, torej tudi, če bi vse ostalo propadlo, mi smo ga pisali tudi zase, za eno svojo čisto vest, samozavest in neko preglednost. In zemljevid, no. Tako, nek zemljevid, ki bo ostal za zgodovino, ker vsi se spomnite, da smo en zametek takšnega dokumenta že pisali v času filmske iniciative. Takrat smo napisali neke smernice, to je bil bolj en skromen poskus, ampak zdaj, ko ga vzamemo v roko, se je izkazalo, da je bil zapis tega zelo smiselen, ker nekako se zdaj izkaže, kako so stvari potekale, kje so problemi, ki so se rešili, kje so tisti, ki se niso, in je zaradi evidence te, kako bi rekel, vpogleda v kontinuiteto tega političnega, kulturno-političnega razvoja, je to zelo dobro, da se vsake toliko časa to zapiše in se vidi, kje smo. To je neka točka in mislim, da vsaj to bomo s tem gotovo dosegli. Da smo več vprašala, pa je en tak festivalni središču zložiteljskih državnih avtorskih pravic, ali je to dejansko vse bezidike? To je ena od možnosti. Se pravi, skupinska tožba, morate vedeti, da je na področju uveljavljanja pravice, ki izhaja iz privatnega reproduciranja, ki je v zakonu vpisana, danes sprejeta uredba, država pa že zdaj bo 9 let, ni podelila nobeni kolektivni organizaciji dovoljenja za pobiranje te pravice. To, če bi šli v leto 2009 nazaj, pomeni za avtorje v tej državi $1 milijon škode vsako leto na račun za vse avtorje, ker je to razporejeno čez celo, se pravi od pisateljev na eni strani do likovnikov in glasbenikov, tudi založnikov, ne, in tle zelo velik del, približno polovico tega denarja je namenjenega audiovizualnim ustvarjalcem. Ne. In pomemben podatek pa je to, na čigav račun, na račun uvoznikov. Ne? To je gospodarski ukrep na plečih ustvarjalcev in država ni želela ali pa noče že 9 let, ne? To pomeni $9 milijonov škode za slovenske ustvarjalce v zadnjih 9 letih. In to je en radikal. Zakaj smo napisali možna tožba? Ker posamezni založniki, sicer tuji ali pa predstavniki tujih založnikov, že tožijo posamezne uvoznike in te tožbe so že na Vrhovnem sodišču, že kot na drugostopenskem, kjer so uvozniki izgubili te tožbe. Ne? Tako da ni zgolj teoretična možnost. Ni teoretična možnost. Treba je razmišljati o... In ko je šlo dejansko politično vprašanje napram pristojnemu ministrstvu, ki je Ministrstvo za gospodarstvo in regionalni razvoj, je to vprašanje
v bistvu naletelo na steno, hkrati pa je prišla informacija nazaj, da bo potrebno to urediti, ker so začeli gospodarstveniki, se pravi uvozniki, pritiskati na ministrstvo, da je treba to področje urediti, ker ne morejo si privoščiti, saj tak je vtis, ne, da bi se sprožil plaz masovnih tožb. Ne. Se razumemo? Tudi eno zapisno je, da živi to je tako, ko smo pregledali evropsko zemljevid, kje je urad za intelektualno pravico, se pravi lastnino pozicioniran, je na ministrstvih za gospodarstvo, mislim, da v 4 državah, v 3, večinoma je na pravosodnem ministrstvu, nekje pa tudi na ministrstvu za kulturo. Obstaja tudi možnost, da je, tako kot je bilo nekaj časa v Franciji, kar je po vsej verjetnosti po naših podatkih za avtorje bilo najbolj ugodno, da je bil to samostojen urad pod predsednikom vlade. To je tudi ena od možnosti. Se pravi, obstajajo primerjalno, ne, če pogledamo po drugih državah, je veliko v mnogih državah to pod pravosodnim ministrstvom, ne pod gospodarstvom. Zakaj? Ker gospodarstvo zelo ščiti tiste, ki morajo plačevati avtorske pravice. Močnejšo stran. In to je večinoma močnejša stran. In tukaj v tem sorazmerju je v bistvu tudi na filozofskem nivoju v bistvu pozicija države na strani nekega gospodarstva. Ne. In še kaj je ključno, da se država ne zaveda, da je audiovizualni sektor tudi gospodarstvo. Ne. In gospodarstvo se v zadnjem času oglaša zelo agresivno, to vsi vemo. In treba je razumeti, da če so na istem ministrstvu zastopani tako imetniki pravic kot uporabniki teh pravic, ker so te družbe, ki izkoriščajo audiovizualna, sploh avtorska dela, potem je to očiten konflikt interesov, ki se bo težko reševal znotraj enega ministrstva in bi bilo seveda smiselno, da so pač avtori pod nekim drugim ministrstvom zaščiteni, da je ta konflikt manj očiten. In to razume večina evropskih držav, razen Slovenije, Luksemburga, Cipra in Belgije. Mislim, sicer pa tega ni. In smo seveda izrazito proti takšni umestitvi, ker smo prepričani, da je pasivnost urada za intelektualno lastnino posledica tega, da si iste kljuke podajamo močni gospodarstveniki in šibki avtorji. In treba se tudi zavedati, da je to močno povezano z neukrepanjem proti zelo razvitemu piratstvu v Sloveniji. V tej številki boste našli tudi konkretne podatke, če vas bojo zanimali, ki so seveda popolnoma legitimni, koliko nezakonitih pretokov audiovizualnih vsebin beležimo v Sloveniji vsako leto. Te številke so strašljive, rekordne in povzročajo seveda veliko gospodarsko škodo, pa seveda tudi prizadenejo nas avtorje neposredno in pri tem je sama država, urad za intelektualno lastnino popolnoma pasivna, ker se lepo ujema tudi z nepodeljevanjem dovoljenja za uveljavljanje nekaterih pravic. Lahko. Ja, to je nekaj, kar je pravzaprav na televiziji že bila praksa, pa se je v zadnjih letih zgubila. To se je pravzaprav zgodilo vzporedno s to, dajmo reči temu, proračunsko katastrofo, ki se je zgodila slovenskemu filmu, se je pač vzporedno s tem zgodilo tudi to, kar bom rekla radikalno zmanjševanje in kulturno-umetniškega programa, in lastnih vsebin, igranih vsebin in proračunov za te vsebine na nacionalki. Tako da bi si želeli, da bi televizija tukaj končno prevzela to vlogo, ki jo ima v mnogih evropskih državah nacionalna televizija, se pravi vlogo nekoga, ki postavlja standarde na področju audiovizualnega ustvarjanja, ne pa nekoga, ki pravzaprav te standarde znižuje. Pa pravzaprav bi si želeli, da se tudi televizija malo vrne na nivo, ki ga je tudi nekoč že imela. Ne. To niso neke teoretične, sanjaške želje, to je nekaj, kar smo že imeli in kar smo v zadnjih
recimo 10 letih izgubili. Treba je vedeti tudi, kar se tiče scenaristike same, velike debate o filmskem prostoru, o razvoju scenaristike v Sloveniji in del tega, da obstajajo razpisi ali pa razvoje scenarijev, ki jih organizira in razpisuje SFC ali pa tako, kar bi jih mogla Televizija Slovenija, je tudi dodatno pripomore k razvoju scenaristike in da ljudje se pišejo nove vsebine in da govorijo o zgodbah, ki se tičejo nas danes tukaj. Če tega ni, to področje še dodatno stagnira. In ne moramo pričakovati, da bodo televizije kupovale v tujini scenarije in jih adaptirale na slovenski prostor in s tem ignorirale slovenske scenariste in scenaristi. Mislim, to, kar govorimo, res ni samo teorija. Recimo v poglavju o programih boste zasledili pač analiza posameznih segmentov filmskih programov in če mi pogledamo zdaj nazaj in zato so pomembna to vrstna besedila, če pogledamo nazaj v tisti smernice od takrat, mi beležimo tudi nekatere pozitivne spremembe. In če pogledate pozitivne spremembe, lahko opozorimo recimo na slovenski dokumentarni film, ki je nekoč stagniral, životaril z programsko oziroma z politično odločitvijo, da se ga podpre tako na SFC-ju, kot na RTV-ju Slovenija z nekimi sredstvi, ki so bili tako imenovani audiovizualni sklad in tako naprej. Od takrat naprej mi beležimo razcvet in mednarodne uspehe slovenskega dokumentarnega filma. Torej, to ni naključje in zato potrebujemo sistemske ukrepe, moramo vedeti, kaj počnemo in spodbujati film tam, kjer ima seveda svojo perspektivo. In na to bi pač radi upozorili. Ne zgodi se nič samo po sebi in to je razvidno tudi iz bi rekel, prosperitete, ki se je zgodila v nekaterih nam sorodnih državah, ni se zgodila naključno, ampak načrtno skozi uveljavljanje določenih načel in skozi to, da je pač neka država in neka politika verjela v svoj film. Pa mogoče še čisto na koncu. Mi vsem verjamemo, da je ta stavek, ki je kot prvi zapisan v zakonu o medijih, da je Radio Televizija Slovenija, da je to javna inštitucija posebnega kulturnega pomena. In tle je ta percepcija, ki se ustvarja pogosto kot v javnosti, da je Radio Televizija Slovenija samo televizija in samo informativni program, je napačna. Treba nam sorodne države so se že pred desetletjem ali pa celo več usmerile v tist del programa, ki je kot kulturna identiteta nekega naroda pomembna, se pravi, da so postavili v center svojih programov igrane domače vsebine in dokumentarne domače vsebine, kot neka dva stebra, na katerih temelji javna radiotelevizija oziroma televizija. In še nekaj, dolgo časa smo delali, da nam zdaj predolgi, bomo res nehali pol ure, se spodobi več, se pravi, mi imamo analiza stanja in potem predlagane ukrepe. Ti ukrepi niso vedno napisani kot neki ukrepi, kar je jutri treba izvajati, pač pa so napisani tudi kot eni povzetki bistvenega oziroma zametki posameznih problemov, ki jih je treba diskutirati. Tukaj so res noter zapisane ene dosti radikalne stvari, ne zato, da bi jih točno take jutri začeli realizirati, ampak da bi se o njih jutri začeli vsaj pogovarjati. Da ne molčimo o tem. Tukaj ima Nina Pečer. Hvala, jaz Nina Pečer, ki mi govorim, jaz nekaj dala z Nina s to vprašanje, bi dala en apel zainteresirane javnosti, ker v bistvu kot javna inštitucija se očitno del tega nacionalnega programa za film važna in se predstavljamo, da bomo v njem sodelovali na čim bolj otvoren način, kot se bo le dal. In mislim, da je to, da ste pač organizirani na ta način v teh zadnjih časih, letih, že verjetno garant za to, da se določene stvari vrtilejo v realizacijo, ki so tukaj napisane. Bi se mogoče za ta apel prišel mogoče na to poglavje, kjer se sprašujete, kaj pa lokalna skupnost. Bi mogoče sam to rekla, noter je odprto vprašanje, na katerega odgovor se skriva v aktualni strategiji
Mestne občine Ljubljana za kulturo, kjer sta 2 točki kot vsebino film. Prva je namenjena prikazovanju, kjer pač upam, da bomo res v naslednjih letih prišli do več prostorov za tudi slovenski film v mestu. Druga točka se pa nanaša izključno na filmsko produkcijo v Ljubljani, torej je že v strategiji podlaga za to, da greste v nadaljne korake v tej smeri, ker namreč ni bilo v Ljubljani nič narejeno in mogoče se bo narobe interpretiralo to, kar te piše, ker v Ljubljani oziroma na Mestni občini obstaja filmska pisarna, če tako rečem. To je seveda bolj abstraktno kot realno, vendar pa obstaja kanal, ki so se ga določeni producenti v preteklih letih že posluževali in določeni filmi so posneti pod pokroviteljstvom Mestne občine, ki pomaga pri teh in onih stvareh. Verjamem pa osebno, da je tukaj veliko prostora za razvoj in nadgradnjo, ampak v nekem aktivnem in aktualnem dialogu, ki ga boste odprli tudi z Mestno občino Ljubljana in potem mestna inštitucija, seveda, če boste tako ocenili, lahko sodelujemo. Ampak podlago imate in se že dogaja, rečeno, da ste danes oziroma v tem času že organizirali na tak način, da verjetno do te bolj ambicioznih korakov. Hvala, Nina. Ja, mi se vsekakor veselimo in bomo se tudi z občino Ljubljana z veseljem se želimo pogovarjati tudi še naprej in upam pa tudi, da bodo druge regije oziroma občine po Sloveniji tudi naredile ta korak, ki pač je vseeno tudi pri prikazovanju Ljubljana daleč verjetno pred ostalimi občinami, tako da to je zdaj nek prve pol koraka, mogoče narejenega, ja, mislim, da moramo narediti skupaj v Ljubljani, še ene par druge po Sloveniji, pa mogoče tudi še kakšnega več. Ker je treba vedeti, da se mi nadejamo, da bo to našo pobudo nekdo drug, bolj usposobljen, močnejši, prevzel in nadaljeval. Torej, to je sama dejansko neka prva roka, ne. Pričakujemo, da bo Slovenski filmski center se vključil, pričakujem, da se bodo pridružili slovenski filmski producenti, tle 2 vendarle vidim, mogoče še kakšen skrit. Tako da pričakujemo predvsem to, da bo nekdo, ki je močnejši od nas, nadaljeval to delo. Tako da. Še kakšno vprašanje? Pa vsem lepa hvala za tole udeležbo, danes pa se vidimo najbrž na festivalu slovenskega filma. Če želite svoj izvod, so tamle na voljo, lahko pa seveda tudi elektronsko verzijo vam priskrbimo. Še nekaj, en sklep je bil tega našega uredniškega odbora, da seveda z veseljem sprejemamo vse pripombe, vse kritike in da jih, če bo to zanimivo, morda objavimo kot naslednjo številko našega občasnika Filmarija. Tako da smo odprti za nadaljnji dialog kot pač uredništvo časopisa Filmarija. info@dsr.si